Dobrodošli na domačiji pri Babčevih, pri kmetih, vinogradnikih, kot nakazuje ta plošča, ki smo jo postavili pred par leti na vhodu v domačijo, in ribiči. Za mano stoji hiša, zgrajena v tipičnem kraškem slogu v letu 1906, ki ima v kletnih prostorih orodja in priprave za pridelavo vina ter vinsko klet. V prvem nadstropju so bile spalnice, medtem kot v podstrešju zdaj hranimo muzej ribiških predmetov, v preteklosti pa je služila kot shramba žitaric, krompirja in podobnih kmetijskih pridelkov. Nahajamo se na podstrešju hiše pri Babčevih, kjer se shranjujejo vsa orodja in predmeti, ki so jih moji predniki rabili veliko let. Ribištvo in kmetijstvo je tukaj trajalo tam nekje do letih 60-70. Jaz sem se rodil v tej hiši in kot mlad otrok sem začel takoj pomagati družini. Od takrat naprej je nono v bistvu želel, da bi jaz prevzel skupaj z Zdravkotom, se naučil kmetijstva, vinogradništva in ribarjenja. In že z mladih let nas je učil veslati pri morju, naučil nas je tudi plavati, in tako sem pomagal nonotu in stricu vse do let 60-70, ko so se zadeve spremenile zaradi novih zakonodaj. To je zelo otežkočilo delo mojih sorodnikov, nonota in strica, tako da se je stric Zdravko popolnoma posvetil zbiranju teh starih predmetov, ki so se nakopičili v družini. Na podstrešju te domačije pri Babčevih je začel zbirati vse te predmete, zlasti ribiška orodja, in je to lepo uredil, in takrat so začeli zahajati sem tudi šole na ogled, tako da jim je razlagal in nekje ponazarjal, kako so živeli naši predniki do pred nekaj leti tukaj pri nas. In etnografski muzej je posnel v bistvu eno zgodovino Zdravkove dejavnosti, kar ga je zelo veselilo, in tudi mu dalo določena zadoščenja, tako da je z navdušenjem te stvari urejeval in delal okrog tega. Mi temu prostoru, kjer se zdaj nahajamo, imenujemo Kašča, po slovensko podstrešje, ampak tukaj italijanski Slovenci imenujemo Kašča. In tukaj je stric Zdravko uredil razstavo teh vseh predmetov, ki jih je zbral. V enem predelu imamo orodje za izdelavo bark, potem imamo orodje za ribarjenje, imamo tehnice, s katerimi so prodajale ribe, ki so jih stric Zdravko in nono Avgust ulovili, in potem imamo še del razstave, ki v bistvu prikazuje orodje za pletenje mrež. Tukaj imamo razstavljene nekatera orodja, ki so služila za izdelavo čolnov in tudi čupe. Za čupo so uporabljali tako vrsto sekire, tesalo, s katero so dolbli deblo, tako da so si ustvarili prostor za ribiče. Predvsem bi poudaril, da bi prikazal recimo ta material, ki je neke vrste konoplja, s katero so mašili luknje
reže med deskami pri čolnu in so jih porivali s takim dletom v notranjost. Ta konoplja potem z vodo se je stisnila, deske so se stisnile in čoln je postal nepropusten. Ne? Čolnu so potem namazali dno s katramom, to je tak trd katran, ki so ga stopili in so ga namazali, da je čoln bil odporen proti razni morski golazni, da se ni raznim algam, da se niso obesile nanj in s tem otežkočile tudi čoln sam. Tukaj imamo druga orodja, ki so služila pri ribarjenju. Ta, na primer, te vrsto orodja se je imenovalo kljuka, s katero so pritegnili mrežo k barki. Ta orodja, zdaj, kot vidite, imajo obešene nalepke, s katerimi smo jih pred nekaj leti označili, ker smo priredili razstavo v Nabrežinskem kulturnem društvu, smo priredili razstavo o ribištvu. In na tak način smo tudi nekje tem raznim obiskovalcem napisali, kako so naši ribiči poimenovali to orodje, in sicer v domačem narečju in tudi v italijanščini. Ribiči, ko je bil lov ugoden, so shranjevali ribe v take lesene škatle, kište smo jim rekli, s katerimi so potem odnašali od morja domov ribe. Ko je bil lov ugoden, je naša nona prodajala ribe in jih tehtala na tej tehtnici. To je tehtnica, ki je stara več kot 100 let. Tukaj imamo tudi plenjerje, koše, s katerimi so naše none nosile bodisi malico ribičem k morju in potem ribe na glavi. Za nošnjo teh košev so rabile svitek. So si ga nadele na glavo, tako da niso čutile trdoto koša. Pot je bila dolga, približno 20 kilometrov, ampak vseeno so se je nona potrudila, da je lahko dobila nekaj denarja, ki je potem služil za vsakdanjo uporabo. Stric Zdravko med njegovim zbiranjem teh raznih predmetov je pripravil tudi na ogled zbirko igel za pletenje mrež in pa tudi trnkov, ki so služili za lov rib. Zelo rad je izdeloval čupe, ker so ga vezale na preteklost družine in tem čupam je posvetil posebno pozornost. Zgradil jih je v merilu, ta je v merilu 1:10, če se ne motim, in jih je naredil, teh čup je napravil približno 10 in jih je rad podaril ljudem, ki so mu izkazali posebno zanimanje za tovrstne predmete. To je pravi model čupe, tudi z zelo precizno izdelanim dnom in prekritim z katramom, kot so takrat uporabljali za čolne. Za tako maketo sigurno je potreboval več kot teden dni, 2 tedna dni celo, ker je zelo precizno in podrobno izdolbena in narejena. Ampak vsi čolni tukaj pri Babčevih so se imenovali Marija. Marija so bile čupe, ta je bila čupa tista, ki je v muzeju v Ljubljani, in tudi čolni, ki jih je potem Zdravko imel kasneje. V tem zaboju je shranjena mreža za ulov tunov. Mreža je dolga 400 metrov in so jo vrgli v morje, so jo spustili v morje proti večeru in so čakali, da tuni, ki so pač romali ob obali, ob slovenski, tukaj na Brežinski obali proti Trstu, da so se ujeli v mrežo. To mrežo so uporabljali do leta 1967, do takrat, ko tunov potem ni bilo več.
Tukaj, kjer sedim, je bilo delovno mesto strica Zdravkota in se ga zelo rad spominjam in ga vidim, še zdaj ga vidim, kako je šival in pletel mreže. Stric Zdravko je pri pletenju mrež je uporabljal te igle. Na te igle je namotal sukanec ali pa vrvico in s tem potem pletel in popravljal mreže. On je potem tudi izdeloval razne predmete z mrežami, tudi potem, ko jih ni več uporabljal, ampak jih je izdelal tako, da je obnavljal spomin recimo na preteklost in tudi dal možnost recimo obiskovalcem, posebej šolam, ki so prihajale na ogled na to podstrešje, da so videli in spoznavali te predmete, ki drugače ne bi imeli prilike jih videti. Ja, v glavnem me pomeni to mesto tukaj, ne, spravi, jaz se spominjam strica Zdravkota, ko je sedel na tem mestu, ne, in pač ali popravljal kakšne orodje ali zadeve, ki so mu služile pri njegovem delu, ali pa tudi šival mreže. Ne, on pri tej dnevni svetlobi, ne, se je zatopil njegovo delo in pač on je z velikim veseljem se posvečeval temu delu, ker mu je zelo veliko pomenilo. Pomenilo mu je tudi z tega vidika, da je bila neka tradicija, ki se je ponavljala in vlekla iz leta v leto. Ja, to je zbirka, ki jo je stric Zdravko dolga leta spravljal skupaj, bil zelo navezan nanjo in mu je veliko pomenilo. Tudi nam, kot njegovim dedičem, ne, ta zbirka predstavlja v bistvu našo preteklost, predstavlja predmete, s katerimi smo tudi mi rokovali in nam veliko pomeni. Pomeni tudi moji družini, našim vnukom, ker ob vsaki priliki, ko nas obiščejo, zelo radi pridejo na podstrešje in tukaj jim razkazujemo in dopovedujemo, kako so naši dedi in naši predniki uporabljali te predmete in jih opozarjamo, da to zbirko, te spomine morajo obdržati za bodočnost.